Prehajamo na 5. točko. Predlog programa oskrbe s pitno vodo v občini Kamnik za leto 2025, obdobje 2022-2025. Predlog programa je objavljen v gradivu številka 16, predlagatelj župan, poročevalci pa Timotej Štritov, Vesna Blagojevič Kern. To je to. Beseda ima Timotej Štritov. Hvala za besedo. Torej, skladno z odlokom o oskrbi s pitno vodo v občini Kamnik, pa odlokom o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo, je koncesionar, to je komunalno podjetje Kamnik, koncesionar oskrbe s pitno vodo zavezan do občini Kamnik kot koncedent vsako leto predloži program oskrbe s pitno vodo. Na podlagi predvidene porabe vode so v programu predstavljene predvidene višine prihodkov in odhodkov. Iz programa je razvidno, da je za leto 2025 načrtovanih 1.070.469,50 evrov prihodkov in prav toliko odhodkov. Za redno vzdrževanje je predvidenih 976.475 evrov. V proračunu občine Kamnik je iz naslova omrežnin v letu 2025 predvidenih 540.000 evrov, se pravi podobno kot v lanskem letu. Trenutno se iz javnega vodovoda v občini Kamnik oskrbuje 48 naselij oziroma več kot 25.000 prebivalcev oziroma približno 84% naših občanov. Najbolj taka pomembna projekta z vidika oskrbe s pitno vodo v letu 2025 sta, se pravi, eno je na območju Rakitovca, nekako predvidevamo, da bomo do sredine maja pridobili predlog ukrepov, ki jih je potrebno izvesti, da se vodovod spravi v primerno stanje, torej da se zagotovi ustrezna kvaliteta pa ustrezen pritisk, na kar bo vodovod mogoče prevzeti v javno upravljanje, torej ko bosta ta dva pogoja izpolnjena. Druga zadeva je pa vodovod Vranja-Peč Velika Lašna, ki se zdaj že na tem območju se zdaj že kar nekaj let pač vodo dovaža, s čimer so povezani relativno visoki stroški, tako da letos pričakujem, da bomo pa v najkrajšem možnem času pač pristopili k tej zadevi, pa uspešno pridobili gradbeno dovoljenje, pa pričeli z izvedbo oziroma izgradnjo tega vodovoda. V zvezi s to točko bi potem še dodal nekaj podatkov, se pravi, ki so bili podatkov oziroma odgovorov na vprašanja, ki so bili izpostavljeni na prejšnji seji, se pravi glede aktivnosti, ki jih je izvajal Jamarski klub Kamnik. Se pravi, izpostavljeno je bilo vprašanje, kdo je bil naročnik pa plačnik te raziskave, se pravi naročnik in plačnik raziskave z nazivom oziroma imenom kvalitete in količine podzemne vode v letu 2024 je občina Kamnik. Podpisnika pogodbe številka ni pomembna, sta bila Matej Slapar kot odgovorna oseba občine Kamnik, pa Rajko Slapnik kot predstavnik Jamarskega kluba Kamnik. Potem vprašanje je bilo še, kakšna je bila vsebina naročila. Torej občina Kamnik je naročila izvedbo raziskav izvirov pod veliko planinsko planoto in v dolini Kamniške Bistrice, in sicer fizikalno-kemijske meritve, mikrobiološke meritve, biološke raziskave, analizo izvora bakterij E. coli, s čimer se ugotavlja vir onesnaženja, se pravi človek, prežvekovalci, prašiči, ptice in tako naprej, merjenje stabilnih izotopov, analiza tritja, meritve količine snega in ledu v jamah in vrtačah na veliko planinski planoti, pa evidentiranje novih izvirov, ki so nastali po ujmi 2023. Vprašanje je bilo še, če je naročnik, se pravi občina Kamnik, v naročilu opredelila, kaj od raziskave pričakuje. Torej občina Kamnik je naročila raziskave kvalitete in količine podzemne vode v letu 2024 z namenom, da se ugotovi dinamika onesnaževanja podzemne vode, da se odkrije glavne vire onesnaževanja in oceni količino podzemne vode na območju velikoplaninske planote. Se pravi, Jamarski klub Kamnik je po naročilu občine Kamnik in v okviru evropskega projekta vodne zgodbe KSA že v zadnjih 7 letih izvajal poglobljene analize izvirskih voda. Torej, tako kot je bilo že povedano na prejšnji seji, so pač ena merila, po katerih oziroma standardi, po katerih se vzorči površinske vode, po drugih merilih oziroma standardih se pa vzorči voda, ki je namenjena zaužitju. Mogoče boš v zvezi s tem še kaj povedala predstavnica komunalnega podjetja, čeprav je bilo že v bistvu na prejšnji seji kar precej že povedano v zvezi s tem. Torej, bistvo te zadeve je bilo, da je Jamarski klub
vzorčil površinske vode in jih primerjal s kriteriji za pitno vodo, čeprav vemo, da so redko kje površinske vode še primerne oziroma ustrezne kriterijem, ki veljajo za pitno vodo. Potem je še vprašanje, kakšna je bila vrednost tega naročila, pa rok izdelave. Vrednost tega naročila, se pravi Jamarskemu klubu Kamnik, je bila 19.685 evrov. Rok dokončanja del je bil 20. november 2024. Dokumentacija v zvezi s tem pa je bila predana na občino Kamnik 20. novembra 2024, prevzela jo je pa predstavnica občinske uprave. Toliko z moje strani. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Besedo ima Matija Siter Močnik. Ja, hvala za besedo še enkrat. Zdaj, kdor se je lansko leto malo poglobil v to poročilo, pa pogledal tudi letošnjo poročilo, je verjetno hitro ugotovil, da je vsaj v večji meri copy-paste lanskega, vključno s slikami. Kar me najbolj skrbi ali pa žalosti, so projekti oziroma potrebna vlaganja v obnovo vodovodnega omrežja, ki so, mislim, da v 95% enaka kot v lanskem letu. Žalosti me z tega vidika, da čeprav je navedenih ogromno projektov, ki naj bi bili izvedeni ali pa so bili izvedeni, se naštevajo ali pa ponavljajo iz leta 2019 do danes, dodanih je pa praktično 1 ali 2 cesti. Konkretno je bilo zgrajenega novega omrežja kilometer 400 metrov, pa verjetno je bilo obnovljenih tudi nekaj vodohranov. Se je pa spremenil en podatek, in sicer izgube neprodane vode. In tukaj me tudi zanima, čemu se pripisuje veliko večje, nekje do 3-krat večje vodne izgube neprodane vode napram lanskemu poročilu. Za konec me pa, tako kot lansko leto, sem izpostavil en stavek, pa bi ga letos tudi, in sicer dikcijo na strani 29 v poročilu: v prihodnosti pa bi bilo potrebno z namenom zmanjševanja vodnih izgub sistematično pristopiti k obnovi dotrajanih odsekov vodovodnega omrežja in vzpostaviti merilna mesta pretoka, opremljene z daljinskim nadzorom. Letos je bila tej dikciji dodana še stavek: smotrno bi bilo poseči tudi po sodobnejših metodah odkrivanja vodnih izgub, na primer preko satelitskih posnetkov. Vse lepo in prav, je pa napisano nekako v neosebni obliki, da se ne ve, kdo bo k temu pristopil, kdaj bo pristopil in na kakšen način bo pristopil. Glede na to, da je za vzdrževanje ali pa upravljanje tega sistema zadolžen koncesionar, bi jaz to razumel, da je koncesionar dolžan pristopiti k temu, kar je nenazadnje verjetno tudi v njegovem interesu, saj manj ko bo imel vodnih izgub, več bo imel verjetno profita. Tako da tukaj bi prosil, kako to, da se ta zadeva iz leta v leto ponavlja, koliko je bilo na tem že narejenega in pa kdaj se pričakuje, oziroma kdo bo pristopil k tem posodobitvam. Hvala. Hvala. Besedo ima Sandi Uršič. Ja, hvala za besedo. Tudi jaz se bom malo ponavljal, ker imam občutek, da ta program, pa tudi program v naslednji točki, je z vidika predlagatelja nekaj, kar pač občinski svet enkrat mora potrditi. Ker če ne bi vsako leto znova vprašal, zakaj mora koncesionar to do konca minulega leta pripraviti, in tukaj zgradiva ven vidimo novembra, in pa zdaj to konec aprila potrjujemo. Oziroma še celo 29.10. je bilo to narejeno. Je pa v redu, da vidimo, kaj vse je vezano na vodo, in ena od teh stvari je tudi koncesijska pogodba. Z datuma sklenitve vidimo, da je že kar daleč nazaj, in me zanima, kje smo zdaj s koncesijsko pogodbo, kakšna je situacija in kakšni so načrti občine Kamnik za prihodnost, kar se oskrbe z vodo tiče. In pa še eno konkretno vprašanje, kar se tiče Žale naselje, je noter v planih že lani in letos, in dobil sem eno konkretno vprašanje, da je bilo na terenu povedano, da bo marca. Letos se začel, pa menda se še ni. Hvala.
Hvala, beseda ima Karla Urh. No, jaz bom samo takole rekla. Javnega vodovoda, vsi vemo, da je tam nekje 190 km, 188, če sem natančna. No, zelo sem bila vesela, da se je končno našla tudi ena pripoved tle noter oziroma ena poved. Vodna zajetja je objekt za odvzem podzemne ali površinske vode za oskrbo s pitno vodo. To se pravi, ne ločujemo površinske pa globinske pa tako naprej, kar je največja nebuloza, kar sem jih kdaj slišala, ne, zadnjič. Ampak to res niso smešne stvari, ampak so resne. Zato ne bom zastavljala vprašanj, ampak bom postavila zahtevo, da se končno pristopi in začne reševati našo vodo. Hvala. Dobro. Bi mogoče kakšne odgovore. Izvolite, Tim. Ja, hvala. Za en del vprašanj bi prosil predstavnico komunalnega podjetja, da odgovori, no, zdaj, ampak jaz bom pa, kar se tiče koncesijske pogodbe, trenutno sklenjena do konca junija, torej 33.6.2025. Kar se tiče Žal, smo imeli že v bistvu v jeseni nekako v načrtu, da bomo zadevo izvedli, pa se je žal zavlekla, no, tako da zdaj določene stvari še usklajujemo, kar se tiče podatkov, pač grejo pa aktivnosti vse to smerno, nekako, da bi letos začeli s to gradnjo oziroma obnovo vodovoda na Žalah, tako da pač je v planu, da se v najkrajšem času to pristopi k izvedbi. Pa kar se pa tiče zdaj odprave vodnih izgub, kar se tiče vlaganja v telemetrijo pa podobne zadeve, je bilo kar nekaj že stvari narejenih, kar je vidno tudi iz zaključenega računa na tem področju, tako da k temu bo seveda pristopila občina Kamnik v sklopu investicijskega vzdrževanja, se pravi nadgradnje obstoječih sistemov. Tako da toliko z moje strani. Hvala. Hvala. Bi mogoče gospa Vesna še dodali kaj v imenu koncesionarja. Jaz bi pa sam rekel, zdaj, pač Karla, ko vas poslušam, jaz res pač dobivam občutek, da je vse res grozno, ampak voda v Kamniku je vrhunska, to ste tudi poročilo zadnjič dobili, in na pipah pri gospodinstvih, torej 25.000 prebivalcev se oskrbuje z javnega vodovoda, pač je ta zadeva res dobra, to lahko potrdi tudi gospa Blagojevič iz koncesionarja. In tukaj pač jaz res, ne vem, živimo v dveh svetovih, ali mislim, da je sistem dobro vzdrževan, pripravljamo projekte za to, da bomo nadgradili sistem, torej spodnje strani je Ivarje, se pripravlja dokumentacija, da bomo pripravili na LUR za sofinanciranje in da bomo ta sistem posodobili, gre pa za star sistem 60 let. Ni to od včeraj, da so pač te salonitne cevi noter, ki na določenih mestih spuščajo in dejansko pač prihaja res do velikih izgub in ta sistem bo treba posodobiti. In hvala Bogu so tudi na nivoju Evropske unije oziroma na državi namenjena sredstva v tej finančni perspektivi, zato da bomo te sisteme lahko nadgradili. In pač pospešeno pripravljamo to dokumentacijo in en del smo ga nadgradili zdaj v okviru poplavne sanacije, torej Smodnišnice, tukaj so zamenjane cevi in en del od stran do Ivarja se pripravlja in tudi naročili bomo dokumentacijo torej od Smodnišnice prek Kamenka. Pač moramo vedeti, da pač občina Kamnik je bila res prizadeta v teh poplavah najbolj. Jaz večkrat rečem, pač v naši občini so bile prizadete 4 doline, torej Črna z vsemi pritoki, dolina Kamenške Bistrice, dolina Bistričice, zdaj čez breg, čez Veliko planino na strani je dolina Savinja, in tam imamo občine Solčava, Luče, Mozirje, Nazarje, Ljuben ob Savinji, torej v eni dolini 6 občin, pa nas pa v eni občini 6 dolin razdrtih in vsa ta voda je potem poplavila še v Šmarci pa dol vodna. In res sestavljamo vse skupaj nazaj in ogromno imamo enih obveznosti, zaposlenih nas je na občini isto kot nas je bilo, oziroma še manj, malo zaradi kadrovske podhranjenosti, malo pa tudi zaradi tega, da pač skrbno ravnamo z javnim denarjem in pač trudimo se sestavljati vse te zgodbe, da popoplavno obnovimo in tudi, da vodovoden sistem je pač dobro zastavljen in tu koncesionar svoje delo upravlja, jaz mislim, da dobro. In kaj bo pa naprej, je pa stvar zakonodaje. Tukaj moramo vedeti, da je pač s vpisom v ustavo, da pač je
pravica do vode pač javna dobrina in da mora s to javno dobrino upravljati javno podjetje, je bilo to zelo jasno povedano, da bo potrebno na tem področju narediti spremembe, torej ustanoviti javna podjetja oziroma v tej smeri začeti razmišljati. Je pa dejstvo, da se te roki podaljšujejo. Prvi rok je bil do leta 2025, zdaj so to obdobje podaljšali za 5 let in vse to so stvari, na katere jih imamo pred očmi in o katerih zelo resno razmišljamo in tudi na njih rešitvah delamo. Tako da, gospa Blagojevič, je mogoče poročilo o kvaliteti pitne vode v tem našem javnem vodovodnem sistemu. Hvala gospodu županu za besedo. Jaz kar bi rekla, da je copy-paste in pač to poslušam zdaj že drugo, tretje leto zapovrstjo. Žal to nikoli ne bo zdaj neko zanimivo čtivo, ker so vsebina programa je predpisana z uredbo o oskrbi s pitno vodo. Pač nekako ta vsebina more biti. Zdaj vodooskrba je tako, kot je in veliko drugače napisati ne moramo. Ta podatek o vodnih izgubah pa lahko pač pripravimo pisno, kako se določajo, na kakšen način. Mislim, da bo bolj kakovosten odgovor, kakor da pač ga jaz zdaj podajam. Zdaj, kar je, bi tudi rekla, kot je gospod Štritov rekel, no, smo naredili velik korak v letu 2024, pa delno v 2025, kar nekaj objektov, kjer se voda pripravlja, smo opremili s telemetrijo, kar nam omogoča konstanten nadzor nad koncentracijo klora, delovanjem UV sijalke. Opremili smo daljinsko tudi vodohran Podgorje, največji vodohran v občini Kamnik. Imamo na ta način tudi vzpostavljeno povezavo s krvavškim vodovodom Komendo, s Kamnikom, potem daljinskim nadzorom, pa pač daljinsko krmiljenje črpalke tudi v črpališču Podskala je bila opremljena v letu 2024-2025, tako da mislim, da je to kar nekaj sredstev je bilo vloženih v to, pa tudi zelo velika izboljšava narejena. Hvala. Še kdo? Besedo ima Ivanka Učakar. Še enkrat hvala za besedo. Sem počakala, ker sem vedela, kdo bo kaj povprašal, tako da bi zdaj, ker sem si še enkrat pogledala posnetek iz 4. aprila 2024 in res se strinjam, da se ni veliko spremenilo, ampak zdaj pa čisto konkretnemu vprašanju. Ena naloga je opredeljena obnova odsekov vodovodnega omrežja in med temi odseki so navedene ulice ali pa naselja Žale, Samostanska pa Medvedova. In zdaj me zanima, koliko je bilo v letu 24 metrov na lokaciji Žale ali na lokaciji Samostanska ali na lokaciji Medvedova narejeno, obnovljeno, koliko jih bo še treba, kaj se bo postorilo v letu 25 in kaj se bo predvidoma prestavilo v naslednje leto, ker smo res ta iste lokacije brali že v 23 in tudi v 24 letu. Tako da hvala. Čisto konkretne podatke, če jih ta hip ni, pa pisno kasneje. To je to. Hvala. Besedo ima Sandi Uršič. Ja, hvala. Se opravičujem, ker prej sem se koncentriral na tole točko in nisem pričakoval odgovorov z prejšnje seje. Hvala za odgovore. Nisem pa čisto razumel, a je občina Kamnik določila v naročilu, po katerih merilih naj merijo kvaliteto vode ali ne. Ker mislim, da je to ključno, ker če ne bi bilo te zmede s pitno vodo, pa površinsko vodo in podzemno vodo in tako naprej, verjetno bi tudi danes se manj o tem pogovarjalo o kvaliteti vode. Ker tako sem že nazadnje rekel, jaz ne dvomim v to, da iz pip po Kamniku in oziroma kamniški občini, kar je javnega vodovoda, ne teče kvalitetna voda, ampak ta voda gre skozi te telemetrije in tako naprej, se pravi, je ustrezno uravnana, da ni kakšnih problemov in že to je bilo narobe, da smo mešali to temo, ker opozarjamo pa, tako kot Karla, na eno drugo stvar, ne, to, kar bi jamarji v resnici mogli gledati in ker tudi še nisem dobil odgovora, a je v teh letih, odkar
pobiramo, v bistvu praznemo greznice na Veliki planini, kvaliteta teh vod, ki pretečejo sem dol, se poslabšala ali izboljšala. Tako da hvala. Hvala. Beseda ima dr. Rok Novak. Hvala. Sam zanima me, zdaj trenutno gre čez državno-zborsko sito nov zakon o gospodarskih javnih službah s področja oskrbe s pitno vodo, v katerem piše, da je zagotavljanje pitne vode v pristojnosti javnih organizacij oziroma 100% javna last. Pa me zanima, verjetno je smiselno razmišljati vnaprej, ne, če so kakšni načrti, kaj bomo naredili v Kamniku, če pride do sprejema tega zakona. Hvala. Ja, javno podjetje, ne, ki bo upravljalo z vodovodnim sistemom. Sej druge ne bo. Sej po zakonu. Sam mislim, da je zdaj pač 5-leten moratorij oziroma odložen rok, da se bo pač to treba narediti čez 5 let, ker je v proceduri. Tako da še kakšen odgovor. Koliko kilometrov, lani smo naredili 2 kilometra meni smodnišnice, to je bilo zdaj, kar se tiče teh manjših popravil na Žalah, pa na drugih območjih pa so bile narejene nujne sanacije tam, ki so bile potrebne, zdaj kakšnih večjih investicij pa poleg teh 2 kilometrov za smodnišnico v letu 2024 ni bilo, zdaj v letu 2025 se pa pripravljajo, tako je noter napisan, bomo poskusili sestaviti čim več. Je pa kar nekaj obveznosti, tako da, a sem kaj pozabil, ne. Dobro. Glede kvalitete se izboljšava, se slabše, pa odvisno, kdaj jo merijo. Naročili smo, naš cilj je, da je tudi površinska voda čim boljša oziroma da bo primerna za pitje, je pa dejstvo, da najbrž to ni vedno povsod, niti ni vedno možno doseči. Cilj pa je, da pač pridemo do takega okolja, ki bo pač tudi površinska voda čim boljša oziroma najboljše kvalitete taka, da bo možna za zaužitje, in to so tudi te mreže vodnih poti, na območju Kamniško-Savinjskih Alp je to cilj. Dobro, če ni drugih razpravljavcev, potem zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme program oskrbe s pitno vodo v občini Kamnik za leto 2025, obdobje 2022-2025. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 26 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.